Drugače pa to je en boljših avtov za zelo hitri spid zgubiti, to pa. Malo povem, kakšen je plan za danes. Najprej migat, polodarmo ene sladko kisle s tem avtom, zatem pa špricnemo v Ljubljano pobrati en drug avto. In zdaj ta drug avto. Tako bom rekel, predredko, kjer mu avto je bilo pri komotar minuti do zdaj toliko popraševanja. Ajde, gremo. Še. Ajde, še dve imaš. What doesn't kill you, ne? Zvolite, gospa. Pa ni hecen, kdaj takole kakšnega spustiš čez prehod za pešce, unate pa gleda, kaj da si psa obal. Paško, malo sprememba načrta. Danes ne bom naredil sladkokislih s tem avtom, ampak jih bom v petek, tako da boste tisti video pa lahko videli v soboto. Po mojem. A veš, včasih se dan tako obrne, da no ja, pač ne gre vse po načrtu. Ampak unite zanimiv avto, grem pa vsem prevzeti. Evo mene v Ljubljani, sem na potih avtobrokerju, oni so tisti cari, ki mi bojo avto posodili. Stari, sem hotel iti tam, kjer so ljudje, pa me je kar potegnili sem, tukaj, kjer so avti. To se pravi, 1, 2, 3 Porsche, ampak no, primerjavi s tole zadevo so taki, malo navadni. Če še kaj poznam, tole vse skupaj je tole Rolls-Royce Wraith. Zdravo, punčka. Si v redu? Sem šel po eno zadevo, ki se je reče avtomobilski ključ. Veš, samo morilskih vrat pa ne odpreš velikrat na novem avtu. Stari. Zgleda hecen pa cool obenem, a ni? Zdaj bi lahko rekel stop igra, ne, pa se o tem avtu razgovoril tako za 2 ure pa pol. Ampak bom rajš poserviral samo 2 zanimivosti, ja prav? Eno je tale streha, ki je po mojem v živo še veliko bolj čarobna, kakor je na videu. Story night. Pa mogoče samo ena fora, ki je dosti značilna za Rolls-Royce, ne? Če ti je v tem avtu vroče ali pa hladno, tukaj ne nastavljaš temperature 21 pa pol, 18 pa pol. Tukaj je old school, ne? Rdeče pa modro, za toplo pa hladno. Pa stikala iz kristala pa take fore, a veš? Cena v Sloveniji za tale avto je pa, koliko misliš? 200? 300? 400? Aha, ne. Pol milijona! To pa že. Enoč ne, jaz mislim, da je čas, da se končno usedem v Teslo S, pa da vidim, kaj mi zna ponuditi. Pa mogoče prej sam še osnova, ne, da vemo, s čem se igramo. Tole je Tesla P85D. Pa če njene silne zmogljivosti pretvorimo v konje, jih je en drobiž čez 700. Tako da jaz ne bi več kaj dolg čakal, bi se rajš noter usedel pa odpeljal, prav? Avtobroker, hvala vam. Zdaj verjetno si lahko predstavljate, koliko me mika, da bi tole malo zahodil pa, ne? Kako ima pa to rata, stari? A daj no, najbolj brezvezen crash vseh časov. Jaz sem pa eno stvar takoj ugotovil, ne? Tale avto, vem, da tehta tam ene 2 tone pa pol, ampak ko ga takole peleš, pismo, no, nimaš občutka, da je toliko težek. Mislim, da je en izmed razlogov tudi nizek težišče. Drugače sem pa Tesla prav hiter zaposlil tudi kot tovoren avto, ne? Mislim, da noter rekel, da nisem temeljit pri testiranju. A veš, sem kupil žar, pa je škatla taka malo dosti ogromna, pa nas kar malo skrbi, a bo šlo to noter ali ne bo šlo to noter? Jaz sem imam tle kamero, ko sem smota, ne? Bože ne, da je ta avto butnem zdaj bilo dosti narodno. Vinga. No tako, za mano je prvih 100 pa še nekaj kilometrov s Tesla, pa moram reči, da sem, no ja, malo me je presenetila s pospeški, pa tudi nasplošno tako z dobrim feelingom v kabini, sicer ni toliko tiha, kot druge luksuzne limuzine, ampak je tako, precej udobna. Znotri pa, kakšen ti reč, no, vidi se, kjera stvar dominira, ne? Na avtocesti sem ene parkrat fejst sprobal avtopilota, pa moram reči, da je delal popolnoma brez napak. Drugače pa ta avto precej hiter, veš. Človek bi skoraj lahko rekel, da je insanely fast. Insane in the membrane. Tako da prvi občutki so izredno pozitivni, sem v pozitiven lonc moram vršiti še vozne lastnosti, ki vidim, da lej, čez ene 2 ovinka sem ga fejst zašilil, pa se kar dobro drži. O, Isuse Bože, stari je, sam ne ga srati preveč s temi pospeški. Drugače pa to je en boljših avtov za zelo hitri spid zgubiti, to pa. A je pa še eno obvestilo, jutri, to se pravi 18. maja, bom na sejmu avto in vzdrževanja v Celju. Pa organizator obljublja, da se bo tam dogajalo kupenih zanimivih stvari, ne samo zadeve, ki so neposredno povezane z avtokleparji, avtomehaniki, pa vulkanizerji, pa tako naprej. Pravijo, da naj bi bil tudi spremljevalen program zelo zanimiv, pester, predvsem pa tudi adrenalinski. To je pa ena stvar, ki me pa res malo mika. Tako da ja, kva, a se vidimo?